Naš program, ki smo si ga zastavili v okviru odbora za okolje in prostor, smo nekako razdelili v 5 segmentov. To so aktivnosti, ki jih bomo izvajali v okviru horizontalnih ukrepov. Potem pa smo razdelili področja okolje, prostor in pa podnebne spremembe. To so 3 ključna področja, ki jih mora okolje in ministrstvo podpirati. Ter zadnje, sicer ne najpomembnejše, pa je financiranje naložb v okolje. In kot horizontalni ukrep prvega smo si zastavili, da bomo vzpostavili in izvajali celovit sistem celostnega upravljanja z okoljem v skladu s smernicami trajnostnega razvoja, ki jih je postavila Evropska unija na tem področju, kjer varovanje okolja ne pomeni zaviranje, ampak neko razvojno in gospodarsko priložnost. Tako želimo na ministrstvu prehod iz tistega pasivnega in zavirajočega elementa v aktivno službo, ki usmerja in pripravlja rešitve na področju trajnostnega razvoja in predvsem želimo zmanjšati tisto breme birokracije, ki nekako vedno večje povzroča razhajanje med napisano zakonodajo in njeno realizacijo v realnosti. Tako je eden izmed glavnih horizontalnih ukrepov tudi izvajanje direktive o zelenem javnem naročanju, kot je bilo že omenjeno, in pa posebej izpostavljena strategija trajnostnega razvoja urbanih območij. Vemo, da se v Sloveniji, torej imamo več mest, predvsem pa 2 največja, kot sta Maribor in Ljubljana, kjer so okoljski problemi, podnebni problemi in problemi s prostorom še posebej izpostavljeni in tako se nam zdi zelo pomembno izpostaviti tudi ta ukrep. Na področju okolja je naša prioritetna naloga ta trenutek reševanje področja kvalitete zraka, ker vemo, da to najbolj vpliva na kvaliteto življenja v naseljih in na tem področju imamo že številne opozorila strani Evropske komisije, da moramo tako področje prašnih delcev ter področje ozona čim hitreje urediti. Prav tako je, glede na to, da so posledice podnebnih sprememb vedno bolj evidentne tudi v Sloveniji, področje ureditve varovanja pred poplavami in drugimi naravnimi nesrečami ena izmed naših prioritetnih nalog. Potem je pa tu še ureditev področja odpadkov, ki nekako v Sloveniji kljub nekaterim delnim rešitvam še vedno ni zaživelo v celoti in v okviru našega odbora za okolje, prostor in podnebne spremembe se zavedamo, da je ravnanje z odpadki tudi neka gospodarska panoga in gospodarska razvojna priložnost. Področje prostora je eno izmed najzahtevnejših, kajti prostor nekako predstavlja tisto osnovno prvino v vsakem okolju. In glede na to, da vemo, da je področje urejanja prostora bilo ne samo zakonodajno zapostavljeno, ampak tudi na področju implementacije, je naša prva naloga nekako celovita prenova zakonodaje na področju prostora in seveda ob upoštevanju tega, da se zavedamo, da je nujna ustanovitev pokrajin, tudi opredelitev odgovornosti načrtovanja prostora, razvoja prostora med državo, pokrajinami, regijami in lokalnimi skupnostmi. Kajti takšno regionalno, prostorsko in razvojno načrtovanje je praksa vseh razvitih držav v Evropski uniji. Tudi umeščanje v prostor ta trenutek pomeni enega izmed najzahtevnejših nalog, vendar pa, glede na to, da je najzahtevnejše, ni potrebno, da je tudi najbolj dolgo trajajoče. Tako menimo, da je področje umeščanja objektov v prostor tisto, ki zahteva temeljit pregled in pripravo akcijskih načrtov za izboljšanje tega področja, predvsem, kadar želimo umeščati v prostor tiste objekte, ki so državnega pomena. Potem je pa zelo pomembno tudi področje arhitekture. Kot vemo, želimo zaustaviti to erozijo kulturne krajine in kvalitete prostora, ki smo ji priča v zadnjih letih izjemoma na vsakem koraku in nekako menimo, da je arhitektura vseeno tisto področje, ki ima zelo velik javni vpliv in seveda tudi svoje poslanstvo in odgovornost in tako na področju zakonodaje kot implementacije ji moramo dajati poseben poudarek. V okviru številnih razprav, tako znotraj strokovnega sveta, znotraj našega odbora za okolje in prostor in v številnih javnih razpravah je bilo pa posebej izpostavljeno področje
korupcije na področju prostora, tako da je ena izmed zelo pomembnih nalog tudi dosledno izvajanje in pa seveda sankcioniranje vsakega nepravilnega, predvsem pa nezakonitega ravnanja s prostorom. Podnebne spremembe je področje, ki sicer spada med horizontalne vsebine, ampak v okviru delovanja celotnega strokovnega sveta se zavedamo, da so podnebne spremembe pravzaprav lahko na eni strani ključni problem ali pa ključna rešitev našega nadaljnjega razvoja. Zato moramo pri pripravi akcijskih načrtov in pa ukrepov izvajati medresorska usklajevanja in pa seveda pripraviti takšne akcijske načrte, ki bodo posegali posamezno v vsak sektor in bodo imeli na nivoju Slovenije potem rešitve, ki ne bodo samo parcialne, ampak bodo zajemale resnično tisto, kar menimo, da je potrebno za nadaljno ohranjanje kvalitete življenja in pa predvsem standarda naših ljudi. Zadnje področje, torej tudi zelo pomembno, je financiranje, tako sanacije okolja kot novih naložb v okolje in pa seveda ohranjanja dobrega okolja. Kot vemo, je Evropska unija kot vodilna na tem področju v zadnjem finančnem obdobju do leta 2014 namenjala zelo velika finančna sredstva v to področje. Prav tako je pri novi finančni perspektivi med 2014 do 2020 prav tako varovanje okolja in podnebne spremembe ena izmed ključnih področij, ki mu bo namenjen zelo velik del finančnega proračuna. In zato se moramo v Sloveniji truditi, da pospešimo aktivno in pa učinkovito črpanje finančnih sredstev, ne samo iz strukturnih skladov, ki so v pristojnosti naše države, ampak tudi iz skladov, ki so organizirani na nivoju Evropske unije, Evropske komisije, predvsem pa bank, kot je Evropska investicijska banka in pa Evropska banka za razvoj. Samo pripravljati oziroma pridobivati sredstva pa ni dovolj, kajti vemo, da se velikokrat ustavijo projekti, predvsem pri implementaciji. Zato je naloga ministrstva, predvsem da pomaga tistim, kjer se bodo ti projekti implementirali. In to so lokalne skupnosti in pa občine. Tako da je ena izmed naših strateških nalog tudi ta, da okrepimo to sodelovanje med lokalnimi skupnostmi in ministrstvi, da jim pomagamo pri implementaciji, pravilni implementaciji svojih ukrepov in seveda tudi pri pravilni in zakoniti porabi finančnih sredstev. Ne želimo si, da bi ministrstvo bilo tisto, ki samo zavira in nekako zavrača njihova poročila in pa finančne zahtevke, ampak da skupaj pridemo do tega, da pravilno in pa učinkovito porabimo finančna sredstva. Prav tako bomo pripravili številne izvedbene načrte za namensko rabo finančnih sredstev, ki so pridobljeni predvsem iz različnih okoljskih taks in dajatev, tako da bodo te takse zagotavljali visok finančni učinek, predvsem pa, da bodo imeli resnično pozitiven vpliv